Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o tem, kaj lahko dejansko v življenju dosežemo. In tudi glede trditev bom razložil, ki jih nekateri zagovarjajo, češ da če je nekdo nekaj dosegel in če posnemamo njegova dejanja, bomo lahko tudi dosegli enake rezultate. Skozi svojo 20-letno pot osebnostnega razvoja sem se kar precej spremenil. Marsikaj sem dosegel, še vedno pa nisem doživel take stopnje sposobnosti, da bi lahko realiziral določene projekte. V zadnjem času recimo sem nameraval zgraditi lasten delovni kolektiv, da bi za skupno močjo lahko še bolj intenzivno izvajali določene naloge in dosegali vizije in cilje. Pri tem pa sem tudi opazil v sebi, kako sem še nepripravljen na to, da bi vodil neko skupino ljudi. Kako globoko v sebi čutim potrebo po temu, da sem svoboden, neobremenjen, da mi je prevelik napor skrbeti za to, da je dovolj sredstev za vse zaposlene ljudi. Veliko bolj enostavno mi je, če delam sam, ker je s tem kompleksnost stvari veliko bolj manjša. In kljub temu, da sem se udeleževal raznih seminarjev za razvoj voditeljskih sposobnosti, da sem prebiral številne knjige iz področja komunikacije, bil tudi vrsto let vodilni slovenski zastopnik za mednarodni klub za uspeh Global Information Network, da sem neštetokrat poslušal njihovo uvodno audio serijo Your Wish is Your Command in prispel do druge stopnje nadaljevalnega študija 12-stopenjskega izobraževalnega programa, v katerem sem se lahko naučil veščin, principov upravljanja za svojim življenjem, ki ga uporabljajo najbolj uspešni ljudje na tem svetu. Torej, kljub vsej tej teoriji, kljub številnemu intelektualnemu znanju, nekako te informacije niso postale del mene, niso pripeljale do spremembe moje notranjosti, moje osebnosti do te mere, da bi bil sposoben voditi neko večjo organizacijo. Pri skupini, kjer študiram že 8 let, poglobljeno razumevanje delovanja človeškega uma in tudi kako je deloval sistem reinkarnacije, pa smo tudi ozavestili dejstvo, da smo v osnovi že bitja, ki smo inkarnirani v telesa po svoji naravi zelo različna. Nekateri recimo so bolj ekstrovertirani,
potrebujejo veliko stika z drugimi ljudmi, so radi v središču pozornosti in na tak način napredujejo. Nekateri ljudje, med njimi sem seveda tudi jaz, pa se počutimo popolnoma izpolnjeni in zadovoljni, če delujemo samostojno. Če študiramo in potem delamo notranji proces preobrazbe. Skratka, že glede bitij se zelo razlikujemo, potem pa, ko se inkarniramo še v določene vrste teles, pa prevzamemo še vso zgodovino naše človeške rodbine in potem še seveda okolje, v katerem odraščamo, vpliv naših staršev, vrtca, šolskega sistema, družbe, ki nas obkroža, države. Vse to je tisto, ki potem še dodatno izoblikuje tisto, kar smo. Zato je pomembno, da nismo v življenju preveč ambiciozni, v smislu, da si zastavljamo prevelike cilje, ki jih še nismo sposobni uresničiti, in da si zastavljamo take cilje, ki smo jih zmožni uresničiti, lepo, počasi, korak za korakom. In potem, ko vidimo, da smo na določeni stopni napredovali, da smo povečali svoje kapacitete, potem pa lahko seveda začnemo posegati še po malce višjih ciljih. Predvsem je pomembno seveda, da se ne primerjamo z drugimi, da se zavedamo, da smo popolnoma unikatni, enkratni in da nam bo edina mera za napredek to, kakšni smo bili pred tem v svojih prejšnjih letih življenja. Samo z samim sabo se lahko primerjamo in samo z samim sabo lahko tekmujemo. To je vse za danes. Hvala za posluh in nasvidenje.